vprašanje, v bistvu izpostavili ste več vidikov Trubarja danes. Kateri se vam zdi njegovo delo, kateri del je najmanj poznan, bi ga mogli bolj poznati, se mogoče podariti drugega? Mislim, da bi v Sloveniji morali bolje poznati njegovo povezanost z evropskimi intelektualnimi in političnimi tokovi v njegovem času. Trubar je dobro poznal delo Erasma Rotterdamskega, spremljal je Lutrovo delo, bil je aktivno vključen v te velike debate in dogajanja okrog verske reformacije v 16. stoletju. In mi premalo vemo o njem kot takem duhovno bogatem človeku, ki je bil značilen za tisti del, za tisti čas v Evropi. In Slovenci bi morali to dimenzijo bolje spoznati. Bomo morda to odbor častni bo to izkoristil v času predsedovanja, pa morda Evropi drugačega predstavu? No, mi s tem računamo. Tukaj bosta tudi 2 simpozija, ki bosta vse te vidike Trubarjevega dela osvetlila. Dodal bi še, da bo tudi v Nemčiji, v Tübingenu, kjer je ena najstarejših in najbolj imenitnih univerz v Nemčiji, bo tudi simpozij o Trubarjevem delu in tako dalje. Veliko bo teh priložnosti, gre pa za to, da se to vrstna spoznanja tudi popularizirajo. Ne zadošča, da o njih vejo akademiki in ljudje, ki se poklicno ukvarjajo z zgodovino. Prav je, da bi tudi široka javnost večkrat izvedela o tem, mogoče, da se naredi kakšne televizijske programe, kakšne film mora biti, nekaj podobnega, ki bi pokazal to bogatstvo